Pred bližajočo se prvo obletnico državnozborskih volitev bomo zdaj naredili en rezime, oceno tega leta in tega trenutka v politiki in državi. Dobrodošli gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Z mano so danes 4 res prvokategorniki. Tanja Starič, TV voditeljica na TV Slovenija, dolgoletna novinarka za področje politike, sovoditeljica podcasta o politiki umetnost možnega. Dobrodošla, Tanja, hvala, da si prišla. Živja. Urška Mlinarič, novinarka in komentatorka časnika Večer, izvrstna poznavalka plačnih pogajanj, sindikalne problematike, ena najboljših novinark za področje človekovih pravic v državi. Hvala lepa, Urška, da si vzela čas. Hvala za kompliment. Katja Šeruga, urednica in direktorica N1, tudi dolgoletna novinarka, urednica, komentatorka z področja notranje politike. Hvala, Katja, da si prišla. Nisem imela prav daleč. Hvala za povabilo. In pa Miha Orešnik, s katerim si deliva ta studio, ne? Jaz sem bil še bližje. Ti operiraš tukaj na drugi strani kamer, tam je tvoja voditeljska miza. Sicer pa Miha, vsi ga poznate kot voditelja na N1 in specialista za področje notranje politike. Dobrodošel torej na drugi strani. Z veseljem. N1 podcast s Suzano Lovec. Ja, pa pojdimo kar k temu spominu. Pred natanko enim letom smo bili dober teden dni pred državnozborskimi volitvami. Spomini na tisti čas so nekako še živi. Bilo je to obdobje teh napetih soočenj pred državnozborskimi volitvami. Kaj vam je najbolj od takrat, recimo, če se spomnite na tisti čas ostalo? Miha. To so bili že v finišu, ne. Vsi smo bili že malo skurjeni, malo smo že na škrge dihali. V bistvu smo pač imeli ena velika pričakovanja, kaj se bo zgodilo. Približno neko sliko smo imeli. Vedeli smo, kakšen je sentiment, bomo rekel, slovenskega volilnega telesa v tistem trenutku. Kazali so se neki jasni znaki, česa si več ne želijo. Nismo bili pa čisto prepričani, ali vejo, česa si dejansko želijo, ampak k tem pa prijemo še v nadaljevanju, ali so si dejansko tega želeli, kar so pa dobili. Ja, novinarji in uredniki smo imeli res ogromno dela, zlasti z pripravo predvolilnih soočenj. Predsednik vlade je v tem obdobju zdaj že imel ali pa kmalu dobil COVID in se ni mogel tudi v živo več udeleževati volitev. Jaz se tega obdobja spomnim predvsem kot zelo napornega v smislu dela, ki smo ga morali opraviti novinarji in uredniki, kajti tudi parlamentarne volitve pred letom niso bile samo ene od 5, mislim, da volilnih nedelj. Super volilno leto je bilo lani, tako da v mojem spominu je ostalo najbolj to, kako naporno je bilo to obdobje za novinarje in urednike. Urška, pogled leto dni nazaj. Ja, z novinarskega vidika so volitve vedno zelo naporne, bi pa rekla, da smo bili nekako v negotovosti, kaj se bo zgodilo. Bilo je nekako na tehnici, ni se vedelo, kaj v bistvu bi ta nov obraz prinesel. Vedeli smo pa v bistvu, česa ne nočemo oziroma česa si ne želimo. Ja, se strinjam vsem, kar ste povedali, ne. Zelo naporen čas, začetek predvolilnega leta, ne, prva v nizu volitev, ne, novinarji smo bili v posebnem stanju lani, kar se tiče garanja, obremenitev, razmišljanj, analiz, ne, začetek dogajanja. V družbi pa kaj? Iztekalo se je covidno obdobje, jasno je bilo, da prihaja čas velikih sprememb in točno tako, kot pravite, nismo točno vedeli, kakšne te spremembe bodo, ne. Bilo je pa več ali manj te dni pred volitvami pa že jasno je tudi vseh analiz, da te spremembe bodo, ne, in da se bodo ljudje povedali, česa nočejo, ne, kot si rekel. Sledile so torej volitve in če se še enkrat ozremo na začetku na to preteklo leto, a je kakšna stvar, za katero bi rekli, gremo potem detaljno v analizo vsega, kar se je dogajalo, ampak če bi z eno besedo ali pa z enim stavkom mogli mogoče povzeti, kaj je v tem enem letu zdaj drugače v družbi, državi, politiki, a je kaj takega, kar se je izkristaliziralo ali pa kar vam najprej pade na pamet?
Ja, zelo je drugače. Pozabili smo, da je COVID sploh bil, pozabili smo, da smo bili zaprti, da smo nosili maske, da smo bili v enem posebnem obdobju. Jaz mislim, da je to kar zbledelo. Ljudje smo tako narejeni, da slabe stvari hitro pozabimo. In tako, da so čisto popolnoma nove razmere. Vmes je izbruhnila vojna v Ukrajini, s tem energetska kriza, inflacija, začela nas je skrbeti, kako bomo živeli s plačami, kot jih imamo in stroški, kakršne imamo. Skratka, čisto druga vprašanja. Pozabilo se je pravzaprav, kaj se je, ali pa je precej potisnjeno v ozadje, kaj se je dogajalo v času prejšnje vlade, zdaj je fokus absolutno na novo vlado, vsa odgovornost na njej. Jaz mislim, da so razmere čisto drugačne. Če bodo zdaj recimo poslušalci, gledalci, bodo rekli, saj res, pa saj niti leto ni minilo. Ja, drugače je, popolnoma druge razmere. Ja, to je definitivno res. Fokus je zdaj popolnoma na novi vladi in na situacijah, ki jih rešuje ali poskuša reševati. Ena podobnost pa mi je padla ravno v zadnjem obdobju ob teh reformnih procesih in zapletih povezanih z njimi s prejšnjo. Pomembnost jasne komunikacije. V času covida smo imeli novinarji velikokrat situacijo, ko je vlada sprejemala ukrepe. Mi smo bili v funkciji, da smo morali ljudi seveda servisirati s tem, torej od polnoči velja to. In smo imeli velikokrat težave dejansko sploh ugotoviti, kaj so ministri par ur prej sprejeli, ker je eno ministrstvo reklo eno, drugo ministrstvo drugo, tretje ministrstvo tretje. Pa so nas pa še preusmerjali z enega na drugega. Ali pa tudi gre na Twitterju, in smo imeli dejansko težave opravljati svojo vlogo pač odgovorno v tem smislu, da smo ljudem povedali, od polnoči veljajo ta pravila. Tudi zdaj se je v tem reformnem procesu Golobove vlade pokazalo, kako zelo pomembna je pri stvareh, ki se neposredno tičejo našega življenja, običajev, navad ali žepov, jasna in nedvoumna in enotna komunikacija. Tukaj pa vidim podobnost. In da tudi tukaj včasih se sprašujemo, šta je umetnik htio da kaže, oziroma moramo razbrati, prepoklicati, da poskušamo ugotoviti, v katero smer zadeve grejo. Seveda ob dejstvu, da pač mogoče v kakšnem trenutku tudi sami nimajo še vseh odgovorov. Mislim, da je to bolj problem. Če že govorimo o komunikaciji, bi pa jaz rekla, da so pa je mogoče ta vlada, nasploh ministri, pa tudi predsednik vlade glede komunikacije zaletavi. Namesto, da bi se dogovorili, skomunicirali, je vsak drug dan o eni in isti temi malo drugačna verzija razlage. Kot je Tanja rekla mislim, da v tem podcastu, kjer si bila ti v umetnost možnega gostja, ta vlada ima problem, ker včasih prej reče, da bo skočila in pol šele skoči. Oziroma, reče skoči, pa potem reče hop, tako. Ja, če že vlečemo te paralele, če se spomnimo, res so razmere tudi drugačne. Mislim, to je treba reči, da okoliščine so take, če gledamo zadnje desetletje iz krize v krizo, ena kriza, druga kriza, zdaj smo že pri 6. krizi, ki je drugačna kot lani. Ampak če se spomnimo, Gibanje Svoboda ni šlo, ali pa takratna opozicija, ta blok, ki je takrat nastal, ni šel na volitve z obljubo reform. Jaz se ne spomnim nobene besede o reformah. Spomnimo se, da so govorili o tem, da bodo normalizirali družbo. To je bilo takrat geslo, če se prav spomnim. Normalizacija družbe, delali bomo drugače, umirili stanje. Tako, umirili, živeli boste mirno. Mislim, da so ljudje to kar radi slišali. Ljudje radi živijo mirno, pa da jih država pusti na miru. No, res so se razmere spremenile in res je bilo se tudi treba odzvati. Ampak mene je presenetila ta serija napovedi, ko že govoriš o komunikaciji. Zakaj je pravzaprav vlada izbrala strategijo, pri kateri ima tako vehementne napovedi, ki jih seveda vsi vemo, vsi spremljamo, kaj se dogaja v slovenski politiki desetletja. Nekoč se o reformah sploh govoriti ni smelo. Sploh po fiasku Pahorjeve vlade z poskusom pokojninske reforme, je bilo to tabu tema. Če so kakšne spremembe uvajali, so rekli, vse to so samo majhne spremembe, niso reforme. Ta vlada je pa obrala drugo pot in jaz tukaj vidim tudi en del tega problema, o katerem ti govoriš. Veliko besed, veliko napovedi. Ampak ravno zato, se opravičujem, Katja,
Golob je dejansko želel pokazati, nihče od prejšnjih ni upal niti govoriti o reformah, kaj šele, da bi se jih dejansko lotil. Mi smo pa drugačni. Mi imamo ta pogum, mi imamo to vizijo in mi bomo to naredili. Zdaj, zadnje leto, odkar pač od 1. junija lani so na oblasti, smo pač videli, kako te stvari delajo. Zaletavo, nepremišljeno, včasih leva roka ne ve, kaj dela desna roka. Kar se tiče pa komuniciranja, vzgibi prejšnje vlade in zdajšnje vlade so drugačni. Prejšnja vlada je medije videla kot krivce za epidemijo, krivce za smrti, ne vem, zakaj vse nas niso okrivili. Ta vlada se mi pa zdi, da nas malo podcenjuje. V smislu, vi ne razumete, kaj mi hočemo dobrega narediti za ljudi. Ampak pač dajte skomunicirati, tako da bodo ljudje razumeli. Zdaj, stvari, ki so jih govorili, mogoče je ena distinkcija tukaj vseeno pomembna in tudi korektna. Ne? Torej, normalizirali bomo družbo, umirili bomo razmere po tem vznemirjenju, ki ga je prinesel COVID in način upravljanja krize tako prejšnje vlade. Ne? Jaz to lahko razumem, ne? Torej nihče takrat ni mogel zares vedeti, kakšen bo volilni rezultat. Ampak v trenutku, ko je pa postalo jasno, da ima Gibanje Svoboda, da je torej nova vladajoča stranka in da ima rekordnih 41 poslancev, kar ni uspelo še nikomur tako odločno zmagati volitev v zgodovini slovenskega parlamentarizma, pa je nekako, se je že lahko pričakovalo in tudi upravičeno pričakovalo, da bo s takšno večino vladajoče stranke in koalicijske sestave, pa seveda, da je zgodovinska odgovornost tako močne večine, tudi to, da ta vlada in priložnost, pa jaz bom rekla zgodovinska odgovornost, da zagrize tudi v najbolj kompleksna sistemska vprašanja pač življenja v Sloveniji. In to so res strukturne reforme, za katere vsi vemo, da jih potrebujemo. Vsi vemo. Mislim, kdor je v zadnjem času pač poskušal v javnem zdravstvu kaj urediti, lahko na lastne oči in ušesa se prepriča, da je pač sistem res treba korenito popraviti. Pa ne samo zdravstvo, ne? Ne samo zdravstvo, še veliko je teh področji, kjer pač se je v preteklosti reformna sposobnost prejšnjih vlad pokazala kot zelo šibka, ampak razlika Golobove postave koalicijske in samo strankine je pa seveda v politični moči. In zato jaz kar bi rekla, neposredno rečem, to se od njega pričakuje, to je njegova zgodovinska odgovornost, da naredi. Ne? Na kateri bo ostal ali padel, ne? Tako. Samo jaz mislim, da je temeljni problem, da ne v družbi, ne v politiki ne razumejo pomena besede reforma. Ne? In naprimer ta novinarska konferenca ta teden glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je bila, bi rekla, za tiste, ki poučujejo, kako je treba nastopati v javnosti, brezplačna učna ura za vse njihove učence, kako se ne sme ne vsebinsko, ne z gibi, mimiko obraza. Tu smo videli, če sem pri kolegici Tanji pa Alešu Kocjanu uporabila, da je, kar se tiče plačne reforme, prišel kot sončni kralj, predsednik vlade. Smo tu videli torej predsednika vlade tudi v maniri delovanja. On je bil tisti, ki je svojim koalicijskim partnerjem in nenazadnje tudi svojim strankarskim kolegom dajal navodila, bodi si telesno, bodi si z besedo, kdaj lahko pristopijo k besedi. Ti boš tam stal, zdaj bom jaz, to boš ti odgovoril. Poleg tega je problem, seveda, vsi pričakujemo, da bodo te reforme se začele izpeljevati, ampak ljudem je treba, če že govorimo o komunikaciji, povedati, kaj te reforme prenašajo. Meni se pa zdi, da za vsemi temi reformami ni mesa, ni vsebine. Se tu je ta podobnost z obdobjem Pahorjeve vlade, kjer je bil, če se prav spomnim, jaz sem Pahorjev reformni proces, ko je bil Pahor predsednik vlade, spremljala še kot novinarka na terenu, kjer je bil pristop
dost podoben. Predsednik vlade je stopil pred javnost, takrat smo imeli semafor, zdaj imamo časovnice. Ne? Predsednik vlade je stopil pred javnost, na veliko napovedoval večkrat, v kaj vse namerava njegova vlada zagristi, in potem je od teh velikih napovedi do realizacije minilo veliko časa. Vmes se je seveda začela dogajati politična in druga realnost, in te reforme so na koncu tudi na opozicijskih referendumih popadale, vključno s pokojninsko reformo. Ki pa jo je potem v naslednji vladi, naslednji minister za delo, Andrej Vizjak, precej mirno sprejel, skoraj isto. Samo pristop je bil nekoliko recimo drugačen. In tukaj se mi zdi, da je podobno. Torej, pridejo, napovejo, določijo smer, dramaturgijo recimo dogajanja, potem pa recimo seveda novinarji začnejo konkretne stvari spraševati, dobro, koliko bo zdaj to, kaj bo to pomenilo za, ne vem, ta segment ljudi in tako naprej. In tu seveda potem edini odgovor, ki ostane, je, podrobnosti moramo še razdelati. Zdaj smo naredili prvi korak, postopek smo sprožili, ampak od tu naprej pa pač se pogovarjamo, iščemo konkretne rešitve za konkretne stvari in družbeni konsens. To je dosti podobno. Tako da ta pristop, da mogoče ni čisto pravi, en učbenik o tem v slovenski politični zgodovini v resnici že obstaja. Jaz bi se sam navezala mogoče na to, kar si ti omenila tiskovno konferenco. Mogoče je to, kar bom rekla, nepomembno, meni se ne zdi. Bil je tudi posmehljiv ton, ko je novinar, eden od novinarjev, naš novinar, Klemen Košak, spraševal, ki kaže na odnos do medijev. V bistvu novinar je spraševal nekaj izjemno tehtnega in relevantnega in tako predsednik vlade kot koalicijski partnerji so se kar malo posmehovali, dokler niso, in to je na obrazih bilo jasno, dojeli, da jih v bistvu sprašuje nekaj, česar mogoče niso niti preračunali. Kar je za ljudi zelo pomembno. Pa bi morali. To je napaka v komunikaciji. Mi smo se zbudili, vi ste prvi objavili, ukinitev. Zgodba, čakamo že 10 let, čakamo na to. Novinarji dejansko nismo vedeli, kakšna rešitev je to, da pravzaprav se ukinja, ampak v bistvu se prenaša in tako naprej. To ni ta ukinitev, o kateri so govorili, ampak je pač neka rešitev, s čimer so ustavili opozicijo in pač preprečili povišanje cen. To je to. Kar je tle zame, ja. In preden so oni uspeli novinarjem, sem to tiskovno konferenco, nisem bila tam, sem gledala, ponesrečeno, absolutno od prve do zadnje minute, zaradi tega, ker v bistvu so novinarji sproti ugotavljali, kaj se je pravzaprav zgodilo. Se pravi, komunikacija je bil problem. To zgodbo sta prvo objavila Miha Orešnik pa naša izjemna novinarka Meta Roglič, za katero smo res ponosni, da jo imamo v svojih vrstah, Katja. Ja. Miha, ja. In moram reči na tej točki, da je užitek z njo delati take zgodbe. Res. In tudi odziv oblastnikov na objavo zgodbe je bil menda kar buren, ampak ker so celo koalicijski partnerji niso vedeli, da se zadeva pripravlja. To je šlo res zelo na hitro. To je šlo res zelo na hitro. Res zelo na hitro. In v precejšnji meri so bili koalicijski partnerji postavljeni pred izvršeno dejstvo. In tukaj mogoče ena zanimiva stvar, to mi je včeraj padlo v oči, ko sem gledala Tarčo. Namreč zelo se jim zdi pomembno ministru Loredanu, predsedniku vlade, pač ministru Loredanu, ki po sprejetju oziroma po odločitvi za vložitev tega zakona največ to v javnosti pojasnjuje. Zelo se mu zdi pomembno poudarjati, da je to bila odločitev in vložitev Gibanja Svoboda. Da so v koaliciji sicer enotni, ampak dejansko so bili koalicijski partnerji postavljeni tukaj pred izvršeno dejstvo, ampak dejstvo je pa tudi, če smo korektni, da iz preteklih njihovih političnih stališč o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju vemo, da ne nasprotujejo takšnemu ukrepu. Seveda, hudič bo v detajlih, ki se zdaj šele začenjajo. Tako. Ampak zelo vidim, da jim je pomembno, da komunicirajo Gibanje Svoboda, Gibanje Svoboda, Gibanje Svoboda, niti ne vlada, stranka. In včeraj sem opazila še en detajl, o katerem sicer ne morem trditi, da vem, kaj pomeni, ker ne, lahko pa si mislim. Namreč včeraj je tudi minister Loredan zelo jasno ločil dve vprašanji, ki sta vsebinsko sicer povezani. Zdravstveno zavarovanje in financiranje slovenskega zdravstva
in dolgotrajna oskrba. Včeraj je jasno ene dvakrat rekel, to je socialna tematika, torej pomeni ločena od zdravstvene, ne? Ker tukaj bo prišlo do vprašanja, ne? Kako bomo mi tudi dolgotrajno oskrbo financirali, kjer manjka, mislim, da 600 milijonov evrov, ne? In ali jo bodo probali, a veš, v nek nov prispevek, ki ga bomo vsi plačevali, dodati, da si bomo torej plačevali zdravstveno zavarovanje in še neko dajatev, nek prispevek za dolgotrajno oskrbo in bomo temu rekli, ne vem, socialni prispevek ali kakorkoli, ne? Ali pa je minister Loredan včeraj s tem v bistvu hotel povedati, gledajte, moj job je zdravstvo, tam imate ministra, ki se ukvarja s socialnimi tematikami in je to stvar levice, torej kot da dve koalicijski stranki vozita dva sistema, ki sta sicer med sabo povezane, vsaka po svojih tirnicah in nosita tudi odgovornost vsaka za to svojo. In tukaj me zelo zanima, kaj se bo s to dolgotrajno oskrbo zgodilo, ne, ali jo bomo morali plačevati z neko dajatvijo, ali bo uspela biti popolnoma financirana iz javnih financ, kar bi me začudilo, ampak ja, ne, ali pa ne pridejo na prispevke. Če se vrnemo na ta manever tega tedna glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, Erik Brecelj, vodja strateškega sveta, ki pač pripravlja zdravstveno reformo, pravi, da s tem niso bili seznanjeni. Zdaj vemo tudi, kako je bilo. Glede koalicije, poslanci, ki so to podpisali, so zvedeli, ne vem, 10 ur pred samo vložitvijo, so zvedeli, da bodo dali podpise in da se bo to vložilo in niso vedeli, če pod kaj dajo svoje podpise. To je zelo pomembno. Sploh pa koalicijski partner. Ampak kaj nam to pove, recimo Urška, o Robertu Golobju ali pa tej vladi in o strateških svetih te vlade? Ja, da ima predsednik vlade vendarle malo te avtoritativne vzgibe, ki verjetno tudi izhajajo iz tega njegovega menedžerskega pristopa, ampak po enem letu zdaj v bistvu ugotavljamo, da ko je ta anti-Janša mehurček počil, ki ni ne vsebina, ne program, in ko smo videli spet na enem novem obrazu, ki ga nekako velik del volilnega telesa vedno znova dojema kot nekega mesijanskega odrešenika, ki nam bo končno tisto obljubljeno drugo Švico prinesel, se je izkazalo, da temu ni tako in da tudi ta menedžerski tip predsednika vlade očitno ne bo prinesel konkretnih rezultatov. Vsaj po enem letu je tak vtis, ja. Če jo parafraziram, v bistvu so nekako volivci tudi Goloba videli, kot da je vseeno drugačen od Cerarja prej, pa od Šarca, ki sta imela oba dva na koncu pač težave z izvedbo česarkoli že, ker je bilo pač, to so bile naporne koalicije, levo-sredinske koalicije so res izjemno naporne, ki jim na vsakem ne dihtajo, po domače rečeno, pač informacije jim uhajajo sem in tja, pa potem je neko merjenje mišic med strankami, in v bistvu so ljudje v Golobu videli, on je drugačen od Cerarja, on je odločen, on ima vizijo, ampak zdaj po enem letu nekako ugotavljamo, da so določeni problemi, ki smo jih gledali že v prejšnjih levo-sredinskih vladah, se tudi v tej vladi ponavljajo, čeprav je, to se bomo pa strinjali, Golob precej drugačen od ali Cerarja ali Šarca na drugi strani. Ja, ravno to se hoče reči, vse je drugačen. Ampak problemi je drugačen, ampak problemi se jim pa določeni ponavljajo. Nima problemov v koaliciji, ker se spomnimo se Mira Cerarja, tudi velika zmaga, mi se spomnimo, ko smo stali pred vrati na Gregorčičevi, po vsaki seji vlade je prišel Karel Erjavec in je povedal... Še pred njim pa Dejan Židan. Dobri stari časi, Tanja. Zdaj stojijo kot prav Urška zraven in prikimavajo. Kot politicudski včasih izgledajo. Jaz vidim problem v tem, da v bistvu, ampak tukaj dopuščam možnost, časi se spreminjajo, lahko da je to drugače, ampak prav politične, kako bi rekla, tehnologije vladanja tega nima. Meni so pač pripovedovali, ne vem, koliko to drži, da ko je on pač prevzel položaj predsednika vlade, ima definitivno to, kar Urška pravi, pač vodja je vodja, to drža absolutno ima. On je prišel in rekel, naredite mi do jutri to in to. Tako se v podjetjih tudi naredi. Pač šef pride, reče, naredite. Pa seveda niso.
In on se je soočil s tem, da stvari v gospodarstvu so popolnoma drugačne kot v politiki. Ne? Ti reform brez družbenega soglasja, brez dogovora s vsaj delom opozicije nikoli ne boš speljal. Ja, on ima absolutno odprtih preveč front, ne? In preveč besed je že bilo izrečenih, na katere smo in mi, in javnost, in opozicija, in zdaj recimo interesne skupine, ki so zelo močne, recimo zavarovalnice, ne? Vsi planemo in raztrgamo, preden se karkoli zgodi. Ne? Se pravi, po mojem mnenju, ne, kot opazovalki političnega dogajanja, je taktika, ki je uspešna, o kateri si ti govorila, Vizjakova, ki so rekli zidanca diplomacija, kako že, ne? Skratka, najprej se nekaj zgodi, česar mi ne vidimo, ne, potem šele poveš. Tukaj bi se dogaja obratno. Tako, in greš v pogajanja z maksimumom in veš, dokot spuščaš. Ne? In potem na koncu prideš tja, kjer si hotel biti. Se zdaj so obrnili logiko, ne? Pri tem dopolnilnem so dejansko obrnili logiko. To so napovedovali za 1.1.2025, da bo začelo veljati, potem se je pač zgodilo ta podražitev pri Generaliju, rejtingi Gibanja Svoboda in vladi in vse to skupaj plus nek strah, da bi SDS, ki je že nadigrala v tem mandatu koalicijo večkrat in je bil tudi ta strah dejansko nek motor tega njihovega hitenja, ampak zdaj so obrnili logiko. No, ampak tu je problem, da so se lotili z napačnega konca, z napačnih razlogov, ne, tega reševanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Vidite pa vsi štiri to, kar se je zgodilo ta teden, tudi v luči tega padanja rejtingov oziroma po zadnji medijani za Delo ta teden sta v bistvu stranki praktično izenačeni, SDS pa Gibanja Svoboda. Ne? Da, in ne na račun v bistvu rasti SDS, ampak pač padanja Gibanja Svoboda. Ampak se je to zagotovo, mislim, definitivno poklopilo tudi z dejstvom, da je s 1. majem grozila podražitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Mislim, to dvoje je sovpadlo in najbrž se vsi strinjamo, da če bi se podražitev za zavarovance pri Generaliju maja zgodila in potem še pri Vzajemni in Triglavu, ki bi zagotovo, mislim, še vsakič do zdaj je šlo tako, ne, sledila... In potem še kakšna podražitev. In še kakšna, mislim, kdo bi pobral gnev ljudi, ne? Vlada, ne zavarovalnice, ampak vlada, ne, to je jasno. Tako da tukaj sta te dve stvari seveda sovpadli. In Golob je zavohal priložnost, da pač dokaže to svojo veleopevano učinkovitost in reakcijo, mi bomo to speljali in tle so oni v bistvu to videli kot idealno priložnost, da to ljudem pokažejo. Lejte, nekaj se zgodi, ki vpliva na ljudi, mi na to takoj reagiramo. Ja, ampak tako kot Katja pravi, tudi moral je. Ne? Ja. Ampak to je pa dejstvo, zamrznitev cen, zato res ne potrebuješ zakona. Ne? Zato potrebuješ vladno uredbo in zamrzneš cene, kar so tudi dejansko zdaj naredili. Ne? Zakon je bil pa ta korak naprej. Demonstracija. En teden predtem je Glas ljudstva demonstriral tudi zaradi ukinitve, ne? Zakaj vlada ne ukrepa ukinitev? Tako da več elementov je želel zapreti. Tako, to je bilo tako. Obvladovanje večjih front z eno potezo. Ne? Ampak če izhajamo iz tega, da je hotel pomiriti ljudi, ne? Torej, da se jim ne bodo dvignili prispevki, gre za populizem in računanje na to, da pač ljudje ne bodo računali naprej od 1. maja, ker to dolgoročno, kolikor jaz razumem, ne bo ceneje za ljudi. Tukaj je zdaj ta hudič v podrobnostih, ne, ki smo ga prej omenili. Torej, zdaj je ta korak narejen, dobro, uredba je eno, ampak zakon je v parlamentarni proceduri in zdaj seveda, ne, tako si rekla, centri moči že delajo strategije, ne, sem prepričana, da ja. In tudi znotraj koalicije se bo treba dogovoriti, ne, torej, ali je to zdaj začasna rešitev, komunicirajo, da ja, do septembra, ko naj bi bil zakon sprejet, če bo sprejet, pa da bodo pač prišli do nekih končnih soglasnih rešitev, verjetno tudi v smeri progresije, kot razumem, ki mandat tudi predsednik vlade ne nasprotuje. Tu bo pomembno, kakšna ta progresija bo in seveda absolutno dejstvo, če bo progresija za vse tiste, ki bojo plačevali več, pa ne samo za tiste, ampak za prav vse, seveda, ampak tisti, ki bo plačeval več, če bo progresija, bo seveda z vso verodostojnostjo lahko rekel, seveda, ni problema, bom plačal več, ampak dajte mi storitev, ne. Če pa jaz plačujem več, storitve pa še vedno ne dobim, potem pa imam problem, ne. Potem pa je to račun, ki se za uporabnika, pacienta ne izide, ne. Seveda pa z principa solidarnosti, da tisti, ki pač imajo višje prihodke, nekako pomagajo tistim, ki imajo nižje prihodke, jasno, ampak
ne, tudi to storilnost slovenskega javnega zdravstvenega sistema je treba popraviti, ampak to je tako ali tako načrtu v okviru zdravstvene reforme, za katero bomo pa tudi še počakali in videli, kakšna bo. Ne. No, sistem vezane posode, Tako je. ne, če se ena stvar podre. Tako je, ampak to je zdaj to, ne. Vsi ti sistemi so med seboj tesno povezani. Zdravstveni, dolgotrajna oskrba, v končni fazi prideš tudi do davčne reforme, ne, preko vsega tega. Ne. To, a veš, in zdaj jaz nisem čisto prepričana, ali se to v vladi obravnava kot, a veš, ločene stvari, ne, ali pa se jih dejansko obravnava kot med seboj povezane stvari, ker ena stvar vpliva na drugo, ta vpliva na tretjo in tako naprej, ne. In zato me je včeraj recimo ta izjava ministra za zdravje, dolgotrajno, ne pogovarjamo se o dolgotrajni oskrbi, to je stvar socialne politike, ne zdravstvene, ne, mogoče malo vznemirila, ne. Kaj pomeni, ne? Kaj pomeni to? Tudi mene je to presenetilo, tako je tudi začel mandat Golob. To bo vaše, to bo naše, ne. On ni začel mandata z napovedjo, tudi prav krivična ne bom, ampak dejansko ves čas govori, odgovornost posamezne teme, resorja je na ministru, on je pa minister, ne vem, Levice. Ne? Ampak pri čemer pa zelo pogosto stopa v čevlje drugih ministrov, ne, če oceni, ne, ali pa tudi javno okrca ministra, recimo kot minister za finance, ne, v tem slavnem intervjuju na Pop TV-ju v oddaji Preverjeno, kjer je potem, ko je razložil svoje privatno življenje, v bistvu poskrbel za kar nemalo začudenja, ne? Kaj recimo, Katja, si mislila, ko si slišala te njegove takratne izjave o reformah, kjer je izpadlo, reforme mogoče bodo, mogoče jih ne bo, morebiti ja, morebiti ne, bo pa tako, kot bom jaz rekel. Ja, nisem slišala kritike ministra za finance, ker ta je na položaju ostal, ne? Tako. Ja, ampak ekipe ministrstva za finance. Tako, ne? Ta je na položaju ostal in dal, ne, državnega sekretarja, za katerega sicer veliko ljudi pravi, da je odličen poznavalec ravno davčne politike. Tudi iz opozicije. Ja, tako da, ne, pač mislim, da lahko gladko rečemo, da je bil seveda žrtev, ne, gospod Tilen Božič. Ampak, ja, mislim, mogoče v nekem trenutku ugotovil, ker to je tudi strateški svet za gospodarska vprašanja, ali kako se imenuje ta drugi strateški svet, opozarjal, ne, preveč front je odprtih, preveč front je odprtih, preveč front je odprtih. In jaz sem recimo razbrala iz tega njegovega sporočila, ne, mal bremza, mal premislimo, ne, ampak moja dediščina pa želim, da je reforma zdravstvenega sistema. In ta je ključna. In v to grejo vsi napori, vsa energija, poenostavljeno rečeno, zdi se mi, da želi, da je to njegov spomenik, ne. In da bo imel vsaj stavek, da je kot predsednik vlade prišel najdlje v tem procesu, če ne celo do konca, ker seveda ne pozabiti, ne, tukaj imamo opozicijo, ki je v preteklosti že metala reforme na referendumih, a ne, mislim, vrgli so jih volivci, ampak je, ne, ki tudi... Spregi sindikati, ne pozabimo, ne, ki se veljajo za podpornike leve politike, ne. Ja, tako da seveda ne, ampak seveda je bistvena razlika za predsednika vlade in vlado in vladajočo stranko, ne, ki jo zdaj tako poudarjajo s tem dopolnilnim, ali opozicija poskrbi za padec reform, ali si jih pa sesujejo kar lepo sami, ne. To je seveda zelo, zelo pomembna razlika. Problem tega, ne, bom zelo skrajšala, ne, problem te zdravstvene reforme je, ker je vezana posoda z drugimi reformami. Ne moreš brez reforme plačnega sistema izpeljati, ne, zdravstvene reforme. Saj tudi vprašanje dopolnilnega, ne, je v bistvu vprašanje davkov. Ne toliko zdravstva, kot dejansko za vprašanje... Zdravstva v smislu financiranja, ne? Ja. Javne blagajne. Je pa to, ne, kar si Katja ti prej rekla, da toliko poudarja Loredan, to je projekt svobode, to je projekt svobode. Seveda, Svoboda rabi eno temo za naslednjo predvolilno kampanjo leta 2026, če bo takrat, in oni želijo, da je to njihov projekt. Čeprav so mogoče v SD-ju pred prejšnjimi volitvami najbolj poudarili pa 30 dni do specialista in vsakdo bo imel svojega osebnega zdravnika in tako naprej. Bodo dobili upokojenci, ne? Tako je pa zdaj jasno, da znotraj te vlade želi Gibanje Svoboda vprašanje zdravstva imeti pod kontrolo in narediti čim več na tem področju, da lahko v naslednji predvolilni kampanji govori, tako je, mi smo bili tisti, ne. Pa sej, mislim, da ne bo pomote, ne, če jim bo uspelo reformirati slovensko zdravstvo tako, da bo bolje delovalo in da bo res servis pacientu, kakršnega si zaslužimo in na vse zadnje plačamo, ne,
No, v tem letu je šlo samo še navzdol. Ja, kar se mene tiče tudi ok, ampak seveda pot do tja je pa dolga in zelo zapletena. Poteze so Ta zelo večtirnost, nenavadne. pa ta večtirnost, nekaj, se opravičujem, Suzana, bom zelo kratek, nekaj na Ministrstvu za zdravje, nekaj na Strateškem svetu za zdravstvo pod Brecljem, zdaj vidimo, da je vedno bolj napeto med Brecljem in Loredanom. Zdaj bo še koordinator med njima. Skratka, Golob vsakič, ko trči ob nek zid, bomo pa tako naredili in vse sproti javno komunicira. To je tako, kot ko si vprašala, pa ti nisem odgovorila glede strateških svetov. Ko ne veš, kaj bi naredil, ustanoviš posvetovalna telesa. In komisija. Vsaj v določenih primerih gre tu za ene vrste krinke. No, kot je o padanju te podpore za Večer komentiral Marinko Banjac z Fakultete za družbene vede, on pravi, ko začneš krpati, delati korekcije, popravljati nastalo škodo, prilagajati diskurs, je to spirala navzdol. Ampak on pravi, vendar pa ocenjujem, da Golob kar spretno preprečuje še strmejši padec. Predvsem si je z raznimi strateškimi sveti zagotovil njemu in vladi naklonjeno konstelacijo civilno-družbenih sil in posameznih mnenjskih voditeljev na specifičnih področjih. Tudi koalicijski partnerici je za zdaj obvladoval. To se vsi strinjamo, smo že rekli. O strateških svetih pa točno to. Je razpostavil te ljudi tako, da v bistvu mu čim manj škodijo, kjer bi mu izven teh svetov lahko škodili. Ja, čeprav po eni strani ima pa do civilne družbe, ki jo je deloma vključil v te strateške svete, zelo bipolaren odnos. Nekatere, kot si rekla, ljudi vključuje, jim daje večji pomen, medtem ko del civilne družbe sploh ne želi z njimi komunicirati. Je pa dejstvo, da je marsikateri uspeh ta vlada tudi o pomoči civilne družbe dosegla, ko govorimo o referendumu. Nazadnje je tudi na oblast prišla v bistvu pomoči te civilne družbe. Vsaj ta civilna družba si vidi tu res neko svojo veliko vlogo, da so oni bili tisti, ki so pomagali. Zdaj pa ima zelo posmehovalen odnos do določenega dela civilne družbe. Tanja je že omenila reformo plač, plačno reformo. Urška, ti si tukaj specialistka. Povej nam zdaj v bistvu, kje smo s tem, kakšno je bilo preteklo leto na tem področju in kakšni časi naporni verjetno čakajo vlado in sindikate na tem področju. Ja, bili so turbulentni meseci, pa še bolj turbulentni prihajajo, zato ker vlada si je nerealne datume zastavila. Kako bo zdaj spet to komunicijsko akrobatiko izvajala, ker se zdi, da bo zelo težko ta 30. junij dosegla, kar se tiče dogovorov. Še vedno ni v bistvu predloga odprave nesorazmerij, ki naj bi bil v paketu za to plačno reformo. In nekako, kolikor se pogovarjam s sindikati, imajo vsi občutek, da se dela samo na plačah v zdravstvu. In če ne bo šlo z vsemi, bodo pa poskrbeli za zdravnike. Tudi ministrica Sanja Ajanović-Hovnik, mislim, da je rekla pred časom, da vsi sindikati zdaj gledajo, kako se oni pogajajo z zdravstvom. Kateri sindikati se ti zdi, ali pa katera plačna skupina oziroma poklicna skupina v Sloveniji se ti zdi najmočnejša v tem trenutku? Pa tu bi rekla, da niti ne gre za poklicne skupine, ampak gre za sindikaliste, ki vodijo določene poklicne skupine. Je pa dejstvo, da je nemirna marsikatera poklicna skupina, od policistov do vojakov, do učiteljev. Nenehno se pa pozablja na to plačno skupino J, kjer niso samo najslabše plačani, ampak tudi višje šolsko kvalificiran kader, ki je blizu minimalne plače. Ampak na minimalni plači ali pod njo se pa res skozi pozablja, ker pač to, da se minimalna plača usklajuje na letni bazi, ni skrb v okviru enotnega plačnega sistema za te. Če gremo naprej... Vsi govorijo o njej, ne? Ja. Vsaka izjava je, poskrbeli za plačno skupino J, ne? Če gremo še... Pa tudi, oprosti, tudi mogoče to se mi zdi pomembno v okviru pogajanj o plačah, ne? Mislim,
Jaz upam, da ta pogajanja potekajo še posebej za zdravnike, ne, na način, da plača toliko, ampak normativi pa tudi toliko. Ker mi še vedno ne vemo in to bi pokazalo krvno sliko med drugim slovenskega javnega zdravstva, ne, ki vsaj za javnost, mislim, da še ni bila obelodanjena, torej koliko zdravnik povprečen zaposlen v javni bolnišnici dejansko naredi. Ne? Jaz verjamem, da nekateri izgorevajo, ampak verjamem, da pa tudi nekateri ne. Se pravi, upam, ne, da pogajanja potekajo tukaj pa vendarle, mogoče po malo menedžerskem načinu, ne, ni problema, damo toliko, ampak norma je pa toliko. Ne? Pravijo, da bodo tudi to uredili. No. Vprašanje pa je na koncu vsebine, kaj bo ta vsebina. Ne? Ker to je pa že Računsko sodišče pred leti opozorilo, da dejansko ni pregleda, kaj zdravnik za določeno plačo naredi, kaj in koliko. Ja, in potem se najdejo tudi primeri, ko v okviru delovnega časa v javni zdravstveni ustanovi delajo zasebnika. Ne? Ampak kaj se vam ne zdi, da bi po enem letu ta vlada te podatke zdaj dejansko že morala imeti? Mislim, mi smo nekako pričakovali, da jih bi imela že prejšnjo jesen, da bi imela diagnozo stanja in da bi na podlagi te diagnoze stanja, vsaj tako jih je bilo tudi razumeti. Najprej bomo še enkrat analizo, ker vsaka vlada, ki pride, najprej analizira stanje, ki ga dobi in potem na podlagi tega začne sprejemati ukrepe. Mi zdaj, skoraj leto po volitvah, na določenih področjih še vedno ne vemo čisto točne diagnoze. Ali pa je prejšnji teden taka, ta teden pa spet malo drugačna. Oziroma ta oblast detektira problem nekje drugje potem. Ne, se je to bilo sicer napovedano, ne spomnim se zdaj točno, zakaj se to še ni zgodilo, ampak seveda, to bi bil eden pomembnejših podatkov, da se res ve, kakšne so de facto obremenitve ali neobremenitve znotraj javnega zdravstvenega sistema, ker drugače se precej pogovarjamo na podlagi nekih subjektivnih opažanj in občutkov. Ne. Jaz mislim, da je problem celo globlji, pa nočem biti črnogleda, ker grem sama sebi na živce, kadar sem. Ampak problem je po mojem mnenju globlji, namreč problem vodenja. Vse minister ne more vedeti, koliko bo nekdo v neki. Ne. Namreč vsi ti zdravniki delajo v službi za privat ali pa se štempljajo jih vratarji ali pa vemo, kakšni so incidenti so bili, imajo nekoga predpostavljenega. Ne. Problem Slovenije, zdaj pa, če govorim v širšem smislu, je, da v bistvu problem vodenja, na tem mikroravni vodenja. Recimo, mislim, da so pred volitvami že svarili, prišla bo nova vlada, ampak tukaj ni zgodba jaz prime minister, če se spomnimo te britanske nadaljevanke, kjer minister pride pa išče, kje se kava kuha, pa kdaj so sestanki, aparat pa deluje, ne glede na to, kdo je minister. Minister samo smer pokaže, ne, pač ali na levo, ali na desno, ali sredinsko. Ne. Ta aparat, ne, ti nižji nivoji, mislim, da pri nas zelo slabo delujejo. In mislim, da je eden od problemov v zdravstvu tudi to, da se ne da detektirati, koliko ljudi dela popoldne pa dopoldne, pa koliko sploh dela, je tudi problem tega menedžmenta. Zagotovo. In tukaj imaš pa zdaj zgodbo z predlogom zakona o javnih zavodih, ali kako se že zakon imenuje, ne, ki je bil po naših informacijah, ki je bil po naših informacijah napisan pravzaprav na željo ali pa pričakovanje ravno zdravstvenega ministra, ne, da bi lahko torej hitreje in učinkoviteje uredil problem vodenja v bolnišnicah in zdravstvenih domovih, ampak ne, se je pravna mreža za varstvo konkurence uprla, tudi znotraj konkurence demokracije je uprla, izrazila mnenje, da je to pač malo čisto preveč avtoritarno. Ne. In tu je zdaj ta razkorak med to menedžersko učinkovitostjo, ne, dajmo hitro rešiti probleme, in med tem, kaj politika kot upravljanje javnega dejansko je. In tu so ti zidovi, v katere se ta menedžerski princip v politiki ali pa zelo odločen menedžerski princip v politiki vedno znova zaletava. In ta stvar je ena od teh, ki so jih oni, ko so bili še v opoziciji, z velikim veseljem učitelj prejšnji vladi, zdaj se pa v bistvu sami ujamejo tu in tam na kakšni točki v past. Saj ti si dobro vprašal, v eni od svojih oddaj si vprašal predstavnika Levice, ne, kaj bi vi naredili, če bi v času prejšnje vlade vlada predlagala takšen zakon. Ne? Mislim, to bi vsi kolesarili, bodimo iskreni. Ne? Ampak, če se zdaj spet ozremo eno leto nazaj, to, kar sem v bistvu na začetku vprašala, imamo občutek, da smo mislili, da po takšni enormni podpori, kot jo je dobila,
ta stranka in kot jo ima ta koalicija, da bo v enem letu že več narejenega? Je bil ta vtis, če bi se pri sestavljanju vlade recimo A lahko nekaj sam dodam, ne? Zdaj, če gledaš politični prostor kot celoto, je tukaj vlada z vsemi temi svojimi težavami, učnimi dobami in osebnostnimi značilnostmi. Ja, zelo politiki zdaj prinašajo svojo osebnost v to, v vladanje. Imamo tudi opozicijo. Jaz ne bi na to čist pozabila. Opozicija igra, ravno v tem podcastu, na zadnjem, ki smo ga imeli, kolega Šmajdek iz STA rekel, še vedno ta vlada skače po taktu oziroma agendo, daje na dnevni red Janša in SDS. Še vedno. In to je zdaj moje naslednje vprašanje. Oprosti, ampak to se mi zdi res pomembno, da bi prej končali. Če gledamo politiko kot celoto, ne smemo spregledati, kaj se dogaja na tem polu, kjer se pa dogajajo zelo zanimive stvari. Zgodba o Logarju, ki se bliža, neki vidni manifestaciji pravijo, da se pač neka politika pred poletjem naj bi se zgodilo, zdaj pa že april. Nova Slovenija, ki utegne kar precej zgubiti s tem, Nova Slovenija, ki taktično vendarle sklepa neka zavezništva z Gibanjem Svobodo, ali pa na nekih točkah se ujema. In zaostruje z SDS-om odnos. In slabši še niso bili. Menda so popolnoma zamrznjeni. Prav ne obstajajo več. Tudi to vpliva, to hočem povedati, tudi to vpliva, ker se dogaja na tem polu, na učinkovitost vlade, ki kot rečeno, recimo ta zadnji ukrep je naredila tudi zato, da je preprečila, da bi opozicija, ki je bolj izkušena, bolj vešča postopkov, prehitela. No, to, kar naj bi se zgodilo z Logarjem, kako ocenjujete? Na Akademiji za javni sektor je recimo Virant Cerarju v šali rekel, zraven je pa sedel Logar, midva sva preteklost, ampak Anže je pa prihodnost. Kako vidite vi prihodnost Logarja, Urška? Pač vidim ga v kontekstu tega, da Janez Janša kot predsednik SDS-a je svojim načinom delovanja, kar se tiče možnosti aktivacije volilcev, dosegel svojim načinom delovanja maksimum. In tu mu lahko Logar z neko to spravniško držo prinese dodatne glasove. Tudi z vrst ljudi, ki naprimer zdaj podpirajo NSI. Ampak jaz vseeno bi opozorila, da je treba vedeti, da se je Logar vsega, kar je bilo možno, naučil od Janeza Janše. Pač Logar zelo dobro razbira ta utrip družbe. Meni se zdi, mogoče imamo tudi novinarji, mi tudi ta problem, da smo v enem mehurčku, ljubljanskem mehurčku. Vsi zagotovo. Jaz sem tudi v Moravškem. In hočem povedati, da pač Slovenke in Slovenci nismo urbani ljudje. Pa ne mislim tu nič slabšalnega, ampak enostavno ta desni pol bolj razume razmišljanje, utrip podeželja. Ja, pa ne bi rekla samo podeželja, pač širše množice. Tako. In to dobro zna tudi Logar prebrati, zato lahko marsikaj potegne. Nisem pa prepričana, da se on sposoben odcepiti od svojega vodje. Čeprav na drugi strani ti rezultati volitev, Tanja, ti se boš še kaj bolj podrobneje, po moje, lahko spomnila zgodovini slovenskega parlamentarizma, pa pokažejo, da pa je večji del volilnega telesa vendarle levo-sredinski. In zato pač... Ki pa je nelojalen. In tudi ostane doma. Ki je nelojalen, ostane doma in tudi je leta, kdaj je prvič Janša zmagal, 2004, dejansko rekel 12 let LDS-a dovolj, gremo mi drugam. Pa tudi spreminja se, rahlo, res rahlo, je nagnjen na levo, ampak moramo vedeti, da čas je minil, mislim, res se stvari spreminjajo, ni nujno, da je več tako, več je razlik, točno to, kar ti govoriš med urbanimi deli, se če gledamo zemljevid sploh lokalnih, kje kdo zmagal, se to jasno vidi, med lokalnimi in urbanimi, tukaj je tudi en del teh sredinskih, teh nezvestih volivcev.
ki so šli k Golobu, pa se ne strinjajo s tem, kar recimo Levica predlaga, ali pa se zdaj jih ni prepričal Golob oziroma so razočarani nad njim. Ne? Tudi ti so potencialno lahko... Logarjevi volivci v enem delu. Absolutno se strinjam, ampak tu bi jaz še eno stvar oprosti, ker skačem besedo. Ne spregledati dejstva, da se je, torej ja, SDS Janeza Janše na način, kot jo vodi Janez Janša, je dosegla stekleni strop, ne? Približno vemo, kje je. Toda, kaj je za to stranko, pa ne samo za to stranko, mimo grede tudi za kakšno drugo stranko na levi sredini, ne? Vedno bilo pomembno osvojiti ali pa poskušati potegniti več iz urbanih središč, ne? Vsi so se že naučili, da če nimaš urbanih središč, ko greš na nacionalne volitve, nimaš prav pretirane možnosti doseči zmage. Ne? In kaj se zdaj dogaja? To je to, o čemer Janez Janša pravi, Slovenija ni Ljubljana, ne? In tako naprej. Ampak kaj se zdaj dogaja? Ne? Franc Kangler... Pa nekaj podobnega rekla. Franc Kangler, ja, ampak hočem reči, da ne zanemariti pri SDS-u naslednjih procesov. V Mariboru so pripojili Franca Kanglerja. Franc Kangler v Mariboru ni ne magnet. Dejan Kaloh, ki je bil do zdaj prvi obraz SDS-a v Mariboru v primerjavi s Francem Kanglerjem, to sploh ni primerljivo sodeč po lokalnih volitvah, po rezultatih, kot jih lahko prinese zdaj SDS-u v mestnem središču oziroma mestu Maribor Franc Kangler. V Ljubljani je predsednik mestnega odbora postal Aleš Hojs, zelo podoben tip politika Francu Kanglerju, ki zagotovo centra Ljubljane nikoli ne more osvojiti, drugo je, ali lahko osvaja okolico Ljubljane. In je to že spet neki. Tretje vprašanje, ne? A kaj vemo o tem, kaj bo z Bojanom Šrotom in z njegovimi podporniki v Celju, v tretjem urbanem središču in tako naprej in tako naprej. SDS poskuša, po moji oceni, Kangler, Hojs, morda tudi Šrot na neki točki pridobiti na nacionalni ravni zase več tam, kjer je do zdaj vedno pravzaprav dosegla rezultat, s katerim ni bila zadovoljna in je tudi onemogočal boljši volilni track record. Ampak o tej Logarjevi vlogi v prihodnosti je govoril v vajinem podcastu tvoj sovoditelj Aleš Kocijan in mislim, da je rekel nekako tako, da je Janša doslej poskušal z zunanjimi sateliti, zdaj bo pa z notranjimi paradnimi konji, misleč na Logarja. Vidiš tudi... Tukaj vidim samo eno vprašanje. Kdo bo naslednji predsednik vlade? To je vprašanje, ne? Dejstvo je, da SDS oziroma Janša rabi to, kar je zelo podrobno Katja razložila in absolutno podpišem, ampak ne potrebuje pa konkurenta, ki bo močnejši od njega. Tok pa pač Janeza Janša pa v teh letih smo že spoznali. Tako da mislim, da smo midve v mojem podcastu se o tem pogovarjali, da to je zelo težko. Mi smo analizirali po volilni nedelji, ko je Nataša Pirc zmagala, smo mi trije, jaz, Katja in Tanja to analizirali in v bistvu vprašanja, ki smo jih takrat že odpirali, kako bo unovčil ta svoj kapital, ali pod okriljem SDS, ali nadzorovano izven stranke SDS, ta vprašanja še vedno ostaja odprta. Na tej točki vidi pa se, vsaj malo bolj kot takrat, kako Logar zdaj to dela naprej. Nastopa, to ste videli, zelo kontrolirano. On sam izbira forume, torej pogovori 1-na-1 z novinarji, ne v okviru, recimo mi smo ga povabili na njegove teme, s Tanjo Fajon, na temo pomoči Ukrajini, na temo reform. To so vse teme, ki jih on zelo odpira, jih dobro pozna, je bivši zunanji minister, pa ni prišel. Tako je, je pa v tednu zatem nastopil 1-na-1, mislim, da na nacionalnem radiju, nastopa na akademijah, se dobiva z Pahorjem, s Cerarjem in tako naprej. Zelo, zelo kontrolirano in sem in tja tudi v parlamentu na kakšnem odboru, recimo zadnjič o tistem kibernetskem vdoru v zunanje ministrstvo. Skoraj na varni strani torej. Tako. A Janša ob tem, kar se dogaja z vlado,
sedi mirno ob reki in čaka, da bojo trupla mirno pripravila mimo, ali je bolj Nasprotno, ne. Zato pravim, da v bistvu, ko analiziramo, ne, je treba tudi imeti eno oko obrnjeno v to, kar počne opozicija. Ja, izkušeno opozicijo. To je najmočnejša stranka, mislim, bodimo realni, ne, po tej infrastrukturi, ki jo imajo, stranka brez primere, govorimo o SDS-u, ne, potem sta še NSI pa SD, ki pa absolutno ne dosegata v bistvu te moči znotraj, ki jo ima neka taka stranka, ki je toliko časa pod enim vodjem, ne, na prizorišču. Ne. Na drugi strani je pa vodilna stranka, ki je na prizorišču, koliko smo rekli, 1 leto. Ne. Ampak smo videli na dopolnilnem, da se hitro uči, ne? Jaz mislim, da, zato pa pravim, ne, taktično ne razumem, mogoče nimam prav, mogoče je neka huda strategija zadnje, pa ne razumem tega načina, na kakršnega vlada v teh okoliščinah, ker ima res močne nasprotnike, ne, in zelo veliko razdrobljenih interesnih skupin, ki so vse, ne, iščejo svoj interes. Zakaj? Gre najprej pred kamere, napove veličastno reformo in se šele potem pogovarja. Ne. Jaz mislim, da bi ta vlada morala najprej si najti zaveznike. Najprej in šele potem. Najbrž je en od odgovorov tudi v tem, da v bistvu Gibanje Svoboda sploh še ni stranka v polnem pomenu besede, medtem ko pa sta SD in Levica vsebinsko izpraznjeni. Ko smo govorili, da se Gibanje Svoboda, pač se te akteri vedno sebe postavljajo v fokus, to govori o razmerjih znotraj koalicije, ne? Pri čemer je pač logično zaradi rezultatov sta SD in Levica v podrejenem položaju, ampak še sami svojimi ravnanji, obnašanjem poskrbita, da se lahko zgodi, da bosta pred volitvami tik na pragu parlamentarnem, zato ker se borijo samo za stolčke in pozicije. Torej popolnoma v podrejenem položaju, ne samo po rezultatu, po številu poslancev, ampak tudi po načinu obnašanja, ne? In vsebinsko. Tukaj se mi je pred kratkim ena paralela potegnila med položajem socialnih demokratov znotraj Golobove ekipe in položajem Nove Slovenije znotraj prejšnje Janševe ekipe, ne? Če bosta ta velika dva, ne, torej Golob na eni in Janša na drugi strani, bi rekla, uspešno odigrala svoje politične partije v smislu političnega gejna, imata ti dve stranki obe lahko zelo, zelo resne težave na naslednjih parlamentarnih volitvah. Zelo resne težave, ne. Miha, ti imaš tukaj tudi ene poante v zvezi z poslanci Gibanja Svoboda, ne? Da niso vešči, ne samo da niso vešči biti v parlamentu, marsikaj tukaj manjka, kar se tudi pozna verjetno na stranki. Ne? Jaz bi vas na tej točki mogoče vprašal, a veste, kateri so 41 jih je po enem letu, ali morda že veste, kdo od njih je za kakšno pomembno, relevantno temo zadolžen, da jo komunicira. Za zdravstvo, recimo zdaj vemo, Tamara Kozlovič, predsednica odbora za zdravstvo, se recimo vzpostavlja. A veste morda za kakšne druge zelo pomembne teme, kdo so govorci Gibanja Svoboda, v parlamentu komunicirajo v parlamentu? Pravzaprav ne. Ja, za kmetijstvo je Tina Gaber. Res pa, da ne sedi v parlamentu. Tamara Vonta, nekaj jih poznamo, ne? Ampak moram reči, da tukaj ni zelo drugačna ta stranka od SMC-ja. Ni do konca nekaterih poslancev, smo bili zelo presenečeni. Ja, sploh nismo poznali. Ampak to je ključ Golobove moči. Njegova edina moč, ker seveda je to nova stranka, ok, pripojila si je SAP in LMŠ, ok, ampak še vedno stranka brez prave infrastrukture. Stranka tistih ljudi iz njegovega najožjega kroga. Edina realna pomoč, ki jo pa ima, je pa teh 41 poslancev. Ali Golob dovolj dela na tem? Zadnjič sem nekoga iz, rekel, insajderskih krogov vprašal, ne, a je Borut Sajovic, ne, res vodja, oziroma kdo je vodja poslanske skupine Svoboda, in mi je rekel Robert Golob. Ne, še vedno je vse v tej stranki osredotočeno okoli Roberta Goloba. Ti moraš pa, če želiš imeti stabilno poslansko skupino, in da je stabilna, vemo, da je zelo pomembno iz časa Janševe vlade, ne, ko so posamezne poslance lomili, pa jih niso uspeli, da s poslanci delaš, da jim daješ občutek, da nekaj pomenijo, da morda
kot dober voditelj tudi veš, katere so teme, ki jih zanimajo, morda celo, kaj se dogaja v njihovem domačem kraju. Ni treba veliko, ampak na poslance je treba paziti. Ker v parlamentu imamo zelo veliko, zelo izkušenih političnih mačkov, ki na raznih kavicah, odzun mogoče na čik pauzi ali kje drugje, pač počasi s temi poslanci delajo. Ker če se z njimi ne bo ukvarjala stranka, se bo kdo drug. Zagotovo. In tukaj bo pač seveda trdnost tudi te zelo velike poslanske skupine vsekakor na preizkušnji, ampak verjamem, oziroma tudi slišim, da je bilo nekaj poskusov, že skozi se govori, pač res se skozi govori, da bo, ne vem, en del šel v tole, kako se reče, samostojno poslansko skupino, ali kako se že prav reče, nepovezanih poslancev, kdo kakšno drugo stranko in tako naprej, ampak zaenkrat ne vidim, da bi se že kaj zelo zares v to smer dogajalo. Da pa seveda razni interesi to poskušajo in napadajo, pa je po moje vsak dan se kaj. Zdaj pri dopolnilnem po moje bodo začeli na te poslance, ki so večinoma vsi neizkušeni, z različnih koncev začeti prihajati pritiski in bomo videli, kaj se bo zgodilo, a bojo spet leteli kakšni amandmaji pri tej stvari. Bo zanimivo. Prej se mi je recimo, če se mogoče sam za hipec vrnem, ki očitno me je res mi je dalo misliti, ta dolgotrajna oskrba je socialna stvar, tematika, ne zdravstvena, ta ločnica zelo jasna, včeraj izrečena. Kaj pa morebitna rekonstrukcija vlade? Ne? O tem se skozi tudi ugiba in govori. Ne? Zdaj, za ministra Loredana smo že slišali, po moje, vsi možni scenariji, zanj so že bili na politični tržnici, da tako rečem, ne? Od tega, da bo sam odšel, do tega, da govori, da bo nov predsednik vlade itak on, do tega, da sta z Golobom takole in da si nikoli v življenju ne bi eden drugemu z ničemer škodovala in tako naprej. Ne. Naprimer, tu, ko že omenjaš Loredana, mi je zanimivo, ne? Erik Brecelj je včeraj za Delo povedal, torej predsednik vlade me posluša, minister ne. Kaj je želel s tem sporočiti? Najbrž da se mora postaviti na eno stran predsednik vlade. Se enkrat je že moral intervenirati takrat, ko se je minister za zdravje zlagal o tem, kar smo mi tudi na NN napisali, da na strateškem svetu v bistvu ni zagrozil z odstopom. Takrat ga je Brecelj postavil na laž in takrat je potem moral po tistem intervjuju na Pop TV-ju je potem predsednik vlade zvečer, naslednji dan, če se ne motim, šel na strateški svet za zdravje, prav on osebno, med Loredana in med Breclja, malo to pomiriti. No, ampak očitno Brecelj še stopnjuje pritisk. Ja, da ta hip ne bo Golob se odrekel Loredanu, ker je... Ne more. Ja, seveda. Trenutno so zavrele razmere in... Ne more se, ne? Najhujša stvar se lahko zgodi ta hip je odhod ministra, ne? Tako da mislim, da bo Golob še na mirovnih misijah med... Če se vrnemo k vprašanju rekonstrukcija, zakaj? Torej, Golob, če bo delal rekonstrukcijo, se mora vprašati, zakaj bi delal rekonstrukcijo, kaj želim s tem doseči. In seveda potem posledično vprašanje, a želi menjati samo ministre svoje stranke. Ali bo namignil še kakšne druge stranke. Tanjo Fajon sem jaz v tem studiu o tem poprašal in je zelo odreagirala v smislu, pol v tem primeru bi nastal problem. Zakaj? Zaradi tega, ker je Golob že ob formiranju vlade, ker je Tanja opozorila, rekel, področja naša so ta in ta, vaša so ta in ta in jaz se v to ne bom vpletal, vi ste sami nosite odgovornost za to, kdo so ljudje, ki bodo tam in tudi ministri so imenovali, so imeli vso pristojnost, da si izberejo svoje državne sekretarje iz svojih strank in tako naprej. Torej, vprašanje je, kaj želim doseči s to rekonstrukcijo vlade. Vse to je vprašanje, točno to je vprašanje. Če bo ta rekonstrukcija, če bo do nje prišlo, kaj vse bo zajela? Ali bo zajela samo določene ministre znotraj aktualne sestave strankarske v koaliciji, ali bo zajela menjavo strank koalicije, ali bo zajela, če bo morda zdravstveno reformo ne kazalo dobro, tudi najvišji položaj v vladi. Torej vse to so odprta vprašanja, ko govorimo o morebitni rekonstrukciji v Golobovi vladni in koalicijski posadki. Novi Sloveniji pa tudi malo... In ali je res tako samoumevno, da bo Nova Slovenija, če bi prišlo do rekonstrukcije v smislu menjave koalicijske stranke, tukaj je verjetno SD prva, ki bi morala koalicijo zapustiti, Nova Slovenija kar tako uskočila.
moram reči, da ne znamo ceniti. Zdaj je Tanja rekla ta teden v podkastu Umetnost možnega, da po tem predlogu o ukinitvi oziroma prenosu dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja obvezno misliš, da ni več možno. Da je to. Torej, jasno je, ne, da je Nova Slovenija stranka, ki, da nekako temu ne rečem, ne, ima zaledje ali zavezništvo zlasti pri Vzajemni. Ne. Mislim, gospod Trontelj je zelo vpliven član Nove Slovenije. Recimo stališča, ki jih je zastopalo v parlamentu tudi v preteklosti, ne, kaže na to, da tukaj ni skupne točke. Ne. Čeprav še na tisti nedavni tiskovni konferenci v zvezi z ustavnimi spremembami, ko so nastopili skupaj Gibanja Svoboda pa Nova Slovenija pa SD, ne, kjer so skupaj šli v to, ustavne spremembe glede imenovanja in razreševanja ministrov, je pa kar izgledalo, kot da se izgledalo, kot da sto Gibanja Svobode pa Nova Slovenija na dejtu, SD pa, kot da je za tretje kolo malo zraven. Ne? To je bilo še nedavno. Ne, se to ne pomeni zdaj, da je, ne, ampak mislim, kakšnih formalnih zamenjav v koaliciji. Ta hip. Ne, ta hip ne. Rekla bi nekaj še o tem, oziroma vas povprašala za vaše mnenje o ljudeh, ki so okrog Goloba. Zdaj, včasih je to zelo pomembno, ali pa pri mnogih predsednikih vlad je to zelo pomembno. Kdo so ljudje, na katere se nasloni? Kdo so ljudje, ki najbolj komunicirajo? V poslanski skupini Gibanja Svoboda pač tega praktično nima. Vemo, predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič, nova partnerica Roberta Goloba, Tina Golob, zdi se, Tina Gaber, zdi se, da ima ta vpliv Urška, tako kot si ti opazila, in tudi glede na njegove nastope o njej je to pač izrazito jasno, da mu je pomembno, kaj si širša javnost o njej misli. Začela je tudi imeti neke protokolarne oziroma neke uradne programe znotraj programa vlade in tako naprej. Tukaj je Vesna Vuković, nekdanja novinarka, ki je tudi pomembna v stranki. Kako pomembne so te osebe po vašem mnenju, Tanja? Mogoče najprej ti Najpomembnejše. Ne? Mislim, zdaj je bila ena zelo dobra nadaljevanka na prvem programu naše televizije, ki je govoril o obdobju covida v Združenem kraljestvu in Johnsona in njegovega svetovalca, slavnega svetovalca, ki je potem tudi moral zelo poučna. Ne? Politik je politik. Ne? Seveda on ima zadnjo besedo, daje usmeritve in to, ampak kdo mu svetuje? Kdo je ta, ki v bistvu, ne bom rekla, da kreira politiko, ampak v bistvu tudi, ne. Ga fokusira, ne. Fokusira, ne. To je ključno, ne. In jaz mislim, da je skrivnost uspeha v tem, da postiš boljšim od sebe, da ti svetujejo, ne. Če se spomnimo, Golob je natančno to rekel, ne, pred volitvami, jaz sem pa, ne, bom imel boljše od sebe, okrog sebe, ampak jaz jih nekako čisto dobro ne vidim, ne. Jaz novinarje iz politike bi izgnala, mislim, da nimamo mi tam kaj delati, ker smo na nasprotnem, ne samo z etičnih razlogov in tako, ampak jaz mislim, da mi tudi politike v tem smislu ne razumemo. Mi jo razumemo tako, da opazujemo, tako je, analiziramo, znamo predvideti stvari, ne. Nismo pa tisti, ki bi delali politične strategije. Ne. Ker tudi ne sedimo na sestankih zraven, mi pač mislim, vedno... Tudi če bi, mi ne, naš interes je, da čim prej damo informacije v javnost, politiki pa nasprotno. Skratka, mislim, da torej ljudje, ki jih za zdaj vidimo okrog njega, mislim, da so to velik del problema, no, ki ga ima ta vlada. No, to je bilo moje vprašanje, recimo tudi za Urško. Urška, tebi se tudi zdi, da te osebe, ki sem jih navedla, recimo bolj škodijo predsedniku vlade ali pa vladi, kot koristijo? Mislim, da bolj škodijo, zlasti, če gre za svetovalce, ki imajo neke osebne zamere, ki so maščevalni. Poleg tega pa se je tako predsednik vlade kot nekateri ministri, ne, obdal tudi z svetovalci, mimo teh, ki si jih naštela, kot bi rekli v jeziku naše nekdanje skupne republike, za sva vremena. Ne. Torej, svetovalci, to ne gre, ne. Ker se s tem vlečejo potem vedno iste ideje, ni premika, to, da se pa obda, naprimer, da vidimo v prvi vlogi na nekem področju njegovo partnerko, tu pa jaz mislim, da lahko najmanj nespodobno, tako odlično si to povedala.
Potegnila bi zaključno misel mogoče pod tale podcast. Eno leto, torej smo skoraj že pred prvo obletnico od volitev. Po teh volitvah sem imela tukaj podcast, ko so bili že znani rezultati, z Samom Bradutskim, z katedre za ustavno pravo, pa Anjo Zagolob, pesnico in kolumnistko. In takrat smo govorili po volitvah o odgovornosti. Veliko smo govorili o odgovornosti, ki jo je s tem rezultatom pač ta stranka oziroma bodoča vlada dobila. In o samoomejitvi, to sta recimo poudarjala, da to pričakujeta oziroma upata, da bo naslednja vlada zmogla, kar recimo Janševa ni. Se je samo omejila. Imate mogoče kakšno misel, torej eno leto kasneje, vi o tem, kako, ali je upravičila recimo samo omejevanje in odgovornost ta vlada do zdaj? Jaz bi se pri tem odgovoru v bistvu navezal na prejšnjo temo o svetovalcih. Ključno je, da imaš okoli sebe svetovalce, ki ti pomagajo obdržati stik z realnostjo. Vedno na teh visokih političnih pozicijah se praktično vsem dogaja enako, ta višinska bolezen, sploh če prej nisi bil. Ključno je, da ti svetovalci pomagajo, da ti zaznavajo, da ti prenašajo te signale iz okolja, kakšno je razpoloženje v družbi, ne pa da si vedno bolj odtujen od vsega. In se mi zdi, da si Golob pač zaenkrat kaže, pravih ni izbral, ker kaže res neko odtujenost, in to je v bistvu tudi delno odgovor na tvoje vprašanje o upravičenosti, o tem, so pač pričakovanja bila izpolnjena, upravičena ali ne. Katja odgovornost jo je upravičila, to odgovornost, veliko odgovornost, ki je dobila s tem rezultatom? Kar se mene tiče, jo bo ali pa ne bo z reformami. Na začetku sem rekla, to je zgodovinska odgovornost posadke strankarske in koalicijske Roberta Goloba, po mojem mnenju. Dolgotrajna oskrba je civilizacijski standard ljudje. Tukaj se pogovarjamo o tem, kako kot skupnost skrbimo za svoje starejše. Res, mislim, predolgo se že o tem pogovarjamo. Projekt je drag, treba ga bo plačati, mogoče se bomo tudi mi mogli zaradi tega sprijazniti s kakšno dodatno dajatvijo, ampak tu recimo prav ne sme biti več izgovorov, da tega ni. Enako velja za to, da se uredi zdravstveni sistem, ki je zdaj pač res v težavah, in to pacienti opazimo, mislim, odločno in zelo vidno to opazimo. Tako da to, kar se tiče odgovornosti, zame osebno, govorim zdaj tudi kot državljan, on stoji ali pade na tem. In v bistvu, se opravičujem, bi zelo kratek bil, ta ukinitev dopolnilnega, s čimer so zdaj šli, čez noč bo lakmusov papir, oziroma tle bo, ali mu bo to ratal, mislim, to bo zelo pomemben pokazatelj delovanja te vlade vnaprej. No. Ta del je res skoraj za biti ali ne biti. Kar se pa tiče samoomejevanja, je pa to mogoče seveda sodi k odgovornosti, ampak je pa to mogoče treba opazovati. V državnih družbah začenjajo se, čeprav razumem, tudi neke spremembe v energetiki, ki je polje Roberta Goloba in kjer je on vsebinsko in tudi sicer izjemno močan in poznavalec, tako da samo omejevanje bomo predvsem po moje po teh procesih v energetiki lažje sodili. Ene stvari nismo omenili in je pomembna in je tudi sveža. Največji poraz Roberta Goloba do tega trenutka, na začetku smo se pogovarjali, kaj je vlada naredila v enem letu. Ne? Dobro, sprožila je neke procese, ki še niso prišli do konca, ampak je realno, mislim, ni realno pričakovati, da ti v enem letu reformiraš državo. Mislim, to res ni realno. Ne? RTV hočeš reči. Tako je. Poraz, zelo, zelo velik poraz se kaže in pa na tej točki, kjer so bile obljube tudi velike, kjer je s pomočjo civilne družbe, kot je Urška omenila, dobil referendum. To je fronta, kjer po mojemu je že spoletelo, ampak najbrž bomo morali še malo počakati, da bo to tudi uradno. Ne? To pa je recimo obljuba, ki je zaenkrat ni mogel izpolniti, in po včerajšnjem dogajanju na Ustavnem sodišču tudi veliko vprašanje, če bo lahko. Če smo že pri RTV, bi rekla, da ne samo poraz, ampak po eni strani kaže, kako zelo je to gibanje Svoboda politično neizkušeno, in po drugi strani se zastavlja vprašanje, ali imajo resničen, iskren namen TV Sloveniji pomagati, da bo spet
javni servis v polnem pomenu besede. Kar se tiče odgovornosti in pričakovanj, bi pa rekla, da z rezultatom so bila velika pričakovanja ljudi naložena, ampak da če že res misli ta vlada izpeljati 1 do 2 reformi, več mislim, da je nerealno, je treba tudi ljudem jasno povedati, kaj je vsebina, kaj je cilj teh reform in povedati tudi, da spremembe ne bodo neboleče. Tanja, še zaključila. Kolegica. To se mi zdi ključno. Ne? Zdaj so reforme dobile prizvok, bolje bo, ne? Ne bo, ne? Kot pravi Katja. Ne? To reforme stanejo. Ne? Tukaj se mi zdi, da je eno od teh komunikacijskih napak, ki jih dela ta vlada. Drugače pa tako, ne? Jaz se tukaj strinjam z Katjo. Ne? Res je prezgodaj, da bi mi dokončno sodbo uspešnosti ali neuspešnosti te vlade ta hip potrdili. Res prezgodaj. Ima še 3 leta. Ključno pa je, ali pa ne vem, 1 ali pa 2, ampak v vsakem primeru moramo vedeti, kaj se bo dogajalo s temi reformami, kako se jih bo lotila. Jaz upam, da bo vlada stopila na neko trdno podlago, da ne bo lebedela znotraj teh sil, ki jo zdaj nosijo sem in tja in nekako ne najde tega svojih nekih trdnih korenin, na katerih bi stala in potem to pot peljala naprej. To se mi zdi njihov problem. Nosi jih opozicija, nosi jih javno mnenje, nosi jih notranji spori, ne. Ni še stopila na ta neka trdna tla in pognala korenin, da bomo mi videli, s kom in s čim imamo sploh opravka. Ne. To se mi zdi ključno in seveda največja past je, če so vse te reforme, ki nekatere pa res morajo biti, ne, zdravstvena, plačna, dolgotrajna oskrba, morajo biti. Zato smo se zavezali, konec koncev, ne nazadnje zavezali. Tudi, ko smo se zavezali, tako, morajo biti. Da ne bodo te reforme na koncu RTV, ker tukaj je pa ta vlada že izgubila. In da bo imel pri teh reformah, to je tudi zelo pomembno, da poskuša dobiti tudi opozicijo zraven, vsaj v enem delu. Mi pa tle vidimo, vsaj pri ukinitvi se je pokazalo, kar smo v bistvu že večkrat opozarjali, da pravega zaupanja med koalicijskimi partnerji v resnici ni. In ta primer ta teden v bistvu samo še enkrat več to dokazuje. Ja, ta odnos vladajoče stranke do koalicijskih partnerjev je ne ravno takšen, ki bi te koalicijske partnerje delal v partnerje, ki bodo z vladajočimi stali do zadnje kaplje znoja in krvi, kot bi rekel Borut Pahor, recimo, ne. Ni ravno. Mi bodo vsi v sporu. Ja, to pa itak. Tako, na tej optimistični točki končajmo današnji podcast. Hvala lepa Miha, Katja, Tanja, Urška, da ste prišli in delili svoje mnenja ob prihajajoči 1. obletnici volitev. Z veseljem, hvala za povabilo. Hvala za povabilo. Hvala. Hvala tudi vsem gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Zelo kmalu se vidimo in slišimo.